Slovensko himno Zdravljico nam je zapel slovenski oktet, ki ostaja z nami. Pred časom so slavili 60-letnico svojega nastanka. Knjigo Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo, je izdala najstarejša slovenska založba Mohorjeva, založba iz Celovca. Lani je Mohorjeva družba slavila častitljivih 160 let. Besedi vabim njenega predsednika, gospoda Jožeta Kopajnika. Prisrčen pozdrav prvemu predsedniku, profesorju Lojzetu Petaletu in ministrom prve vlade samostojne Republike Slovenije. Dragi častni gostje in vsi navzoči. Kako so gradili državo? Ta podnaslov knjige Osamosvojitvena vlada zveni skoraj kot pravljica iz daljnih časov. Ko pa listamo po koledarju zgodovine, označuje ta dogodek, ta podnaslov pomemben dogodek, ki oblikuje tudi današnji zgodovinski trenutek. Pred komaj 22 leti se je uresničil tisočletni sen slovenskega naroda po lastni državi in da bi slovenskim rojakom ne vladali tuji ali drugi, temveč da bi si sami dali in dajali zakone, določali pravice in dolžnosti, ter ustvarjali svoje posebno mesto v družbi evropskih in svetovnih narodov. Slovenski narod naj bi bil prepoznaven po lastni melodiji v koncertu drugih držav, ki so že zdavne pred nami pele svoje narodne himne. Celovška Mohorjeva družba je vesela in hvaležna, da je avtorica te zajetne dokumentacije, gospa doktorica Rosvita Pesek, zaupala izdajo te knjige najstarejši slovenski kulturni ustanovi Celovški Mohorjevi. Že pred 7 leti, o 15. obletnici osamosvojitve Slovenije, je Celovška Mohorjeva družba izdala knjigo z tega področja z nasmehom zgodovine, ki je napisal prvi premier samostojne Republike Slovenije, profesor Lojze Petale. A Celovška Mohorjeva se ni samo veselila zgodovinskega trenutka, rojstva slovenske države, temveč je tudi sama rada pomagala pri prvih korakih njene samostojnosti. Tako je takoj po prvih dneh vojnega nasilja začela med slovenskimi rojaki po svetu akcijo v pomoč Sloveniji in takrat izročila predsedniku vlade na 10 milijonov šilingov za najnujnejše potrebe in odpravo škode po napadu jugoslovanske vojske na mlado slovensko državo. Našega direktorja dr. Antona Korena je prva vlada imenovala za člana gospodarskega sveta, izvršnega sveta Republike Slovenije. Sedanji predsednik nadzornega odbora Celovške Mohorjeve, gospod Karl Smole, je bil takrat pred ustanovitvijo slovenskega veleposlaništva na Dunaju prvi predstavnik Republike Slovenije v Avstriji. Slovenski rojaki na Koroškem in po svetu in sredi njih Mohorjeva smo se veselili nove vlade, ki je vodil krščanski demokrat Lojze Petale. Tako ponosni smo bili na ugled, ki sta si ga slovenska država in vlada pridobila v teh prvih letih. Tudi na Tinskem vrtu na Koroškem se dviga v nebo čvrsta lipa, ki sva jo sodila 25. junija 1990 s takratnim ministrom dr. Janezom Dularjem in ki raste ter se razvija vzporedno za usodo mlade slovenske države. Hvaležnost je bogatstvo tistih, ki ne morejo povrniti tega, kar so prejeli. Več kot spodobno je, če smo hvaležni vsem, ki so polagali temelje samostojne države Slovenije in ki so s svojim pogumom in s svojo vero premagali vse začetne dvome in ideološke ovire pri rojevanju nove države, ki naj bi bila in tudi vedno ostala ponosen prapor slovenstva
a hkrati tudi prapor sloge in vzajemnosti vseh slovenskih rojakov doma in po svetu. Ta dokumentacijska knjiga s podnaslovom Kako so gradili državo želi izreči osamosvojitveni vladi zasluženo priznanje in zahvalo, ter to zahvalo priklicati in zapisati v spominsko zavest slovenske države in celotnega slovenskega naroda. To sta želja in namen avtorice te knjige in Mohorove založbe. Naj dobri Bog čuva slovensko državo in ves slovenski rod. Hvala. Rosvita Pesek je novinarka in zgodovinarka hkrati. Ko je pred 5 leti izdala svojo prvo pravo zgodovinsko knjigo Osamosvojitev Slovenije, je imela knjiga 600 strani. Zdaj je pred nami njeno drugo obsežnejše delo, Osamosvojitvena vlada s 760 strani. Če bo v tem tempu nadaljevala, bo njeno naslednjo zgodovinsko knjigo treba izdati že v 2 delih. Vabljena k besedi. Lepo pozdravljeni, najprej spoštovani gospod predsednik prve demokratično izvoljene vlade, spoštovani gospodje podpredsedniki, gospa ministrica, gospodje nekdanji ministri, gospod generalni sekretar te vlade, spoštovani kolegi novinarji, spoštovani kolegi zgodovinarji, moji sorodniki, prijatelji s Twitterja in Facebooka. To, da je nastala knjiga Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo s takim obsegom, sem bila na koncu presenečena tudi sama. Besedilo zanjo sem uredniku gospodu magistru Martinu Liscu oddajala sproti in ko so v začetku aprila združili pisano besedo z okoli 150 fotografijami, povzetki tudi v angleščini in nemščini, abecednim kazalom in vsem drugim, kar še sodi k samostojni monografiji, je pač nastal izdelek na 762 straneh. Da je knjiga sploh nastala, pa je razlog en sam.
V domači knjižni omari se je namreč na račun te osamosvojitvene vlade, ki jo najbolj pogosto imenujejo kar Peterletova ali pa Demosova vlada, znašlo toliko dokumentarnega gradiva, da ga je bilo preprosto treba dati na plan. Ob lanski 20-letnici države sem namreč za televizijo Slovenija pripravila 90-minutni dokumentarni film z istim naslovom, Osamosvojitvena vlada. Ambicije filma so bile takrat jasne. Po 20 letih, odkar se je večina članov te ekipe poslovila od aktivne politike, opraviti pač z njimi čim več intervjujev ter jih obogatiti z bogatim dokumentarnim gradivom, ki ga hrani televizija Slovenija. Za vključevanje kakšnih drugih virov in spominov pa je bila 1,5 ure žal prekratka. S pisanjem knjige Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo, pa se je seveda ponudila priložnost tudi za širšo interpretacijo. Ker je založba Mohorjeva iz Celovca na široko odprla svoje roke, ni bilo praktično nobenih ovir več. Vsi njeni sodelavci, od oblikovalk tiskarne, gospoda lektorja, so se skupaj trudili za dober izdelek. Osvetlitev prve demokratične vlade tako temelji na pogovorih z 29 člani vlade. 2 člana, ministrica za zdravstvo doktorica Katja Boh, ki bi prav na današnji dan praznovala tudi rojstni dan, in republiški sekretar za informiranje gospod Stane Stanič, pa 20-letnice osamosvojitve žal nista več dočakali. Intervjuji so v drugem delu knjige objavljeni v celoti. Prvi del knjige pa predstavlja zgodovinski oris dogajanja v tistih usodnih letih. Iz knjige lahko bralec dobi vtis o izvršni ekipi, ki je s svojim delom pomembno trasirala prvi demokratični mandat. Predvsem pa je gradila državo ter se z veliko in z zlato začetnico vpisala v slovensko zgodovino. Večina drugih demokratično izvoljenih vlad v vzhodni Evropi je v tistem času po padcu komunizma namreč začela vzpostavljati zgolj abecedo demokratičnega političnega življenja in je to bil zanje že sam po sebi zadosten zalogaj. Naša vlada pa je takoj po imenovanju, poleg uveljavljanja novih demokratičnih standardov, začela vzpostavljati tudi novo državo. Pogosto v veliki tajnosti in z vsemi pripadajočimi strukturami. In jo je leta 1991 tudi ustvarila. Delovanje osamosvojitvene vlade je tesno prepleteno s koalicijo Demos in njenim predsednikom, pokojnim doktorjem Jožetom Pučnikom, ki je za kulturni praznik leta 1991, to pomeni 2 meseca po plebiscitu, dejal, da mora ta vlada izvesti strukturni premik, za katerega smo se odločili Slovenci. Ob tem pa levo in desno obljubljati samo materialne žrtve. Kar pa lahko pozitivnega obljubi, je dejal Pučnik, je žal trenutno samo na simbolični ravni. Suverenost, neodvisnost, služenje vojakov doma, lastno valuto morebiti in druge reči. Konec navedbe. Ali smo imeli v slovenski zgodovini še kakšno vlado, ki je obljubljala več? In ki je predvsem ustvarila več, kot so suverenost, neodvisnost, služenje vojakov doma, svojo denarno valuto. Čeprav se morebiti zdi, da živimo burno, da se pri nas vsak dan zgodi kaj novega, šokantnega, je treba vendarle poudariti zavedanje o veličini časa, ki so ga kot ministri živeli člani osamosvojitvene vlade. Kar zadeva izzive slovenske politične elite v minulem 20. stoletju, spada snovanje lastne države gotovo v sam vrh. Bili so zraven, ko se je delala država, prispevali so svoj delež in to je največ, kar so kot pripadniki politične elite lahko takrat naredili za svoj narod. Po 20 letih je res,
da je pri nekaterih ministrih zaznati tudi nekaj pelina, da ta naša država ni spoštovana in cenjena tako, kot bi morala biti, da včasih služi bolj za doseganje kakšnih ambicij in ne za uresničevanje naših skupnih ciljev. In da so zato prizadevanja te osamosvojitvene vlade in osebni doprinos k vsej zgodbi videti šibkejši in manj vredni. Pa v resnici niso, res je prav nasprotno. Tega, česar ne znamo ovrednotiti, počastiti in povzdigniti danes, ko je ta ekipa v večini še med nami in je ena sama hodeča zgodovina, bodo, o tem sem prepričana, pač naredile generacije za nami. V članih te osamosvojitvene vlade pa je spomin še kako živ. Treba bi ga bilo občutno še bolj bogato osvetliti in zajeti širše, kot je v delu, ki je pred vami. Ne zaradi njih, ampak zaradi nas in tistih, ki še prihajajo. Pa če tudi bodo potem, gospod Ravno Hrib, knjige nastajale v 2 delih. Hvala lepa in moj spoštljivi poklon predsedniku in vsem članom osamosvojitvene vlade. slovenskemu oktetu. 27-člansko prvo demokratično izvoljeno slovensko vlado je vodil krščanski demokrat gospod Lojze Peterle. Prisegla je na današnji dan pred 22 leti. Predsednik Peterle je takrat dejal, da je vanjo predlagal sposobne ljudi z visoko strokovno in politično odgovornostjo. Rezultat njihovega dela je na dlani. Že dobrih 20 let imamo svojo državo, Republiko Slovenijo. Gospod predsednik, vabljeni k besedi.
prijatelji, dragi sodelavci, drage soproge, dragi pevci. Mislim, da delite občutek z menoj, da je kar malce ganljivo po 20 letih in za tako priliko si človek ne bi smel napisati govora vnaprej. Ampak ker smo po 20 letih skoraj taki, kot smo bili takrat, stvari še vedno resno vzamemo in ker so me prosili, naj to naredim, sem to tudi storil. In sem napisal naslednje. Aprila leta 1990 smo v Sloveniji volili pretežno svobodno. Demos je zmagal z državotvornim programom in postavil vlado. Demokratične volitve in postavitev vlade sta temeljni dejstvi polne politične svobode, ki se ni zgodila leta 1945, ampak spomladi 1990. Tako se je izreklo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Na današnji dan, pred 22 leti, smo nekateri od vsem povabljenih doživeli izjemno čast in odgovornost. Z zaupanjem takratne skupščine smo postali člani izvršnega sveta in od tistega dne smo delali kot osamosvojitvena vlada. Istega dne je Jugoslovanska ljudska armada z odvzemanjem orožja teritorialne obrambi de facto napovedala vojno novi demokratični slovenski oblasti. 27 je bilo tistih, ki so smelo prevzeli ključno operativno breme državne osamosvojitve, najvišjega narodno-političnega cilja slovenskega naroda. Tuji politiki in diplomati so nas svarili, naj ne sanjamo, naj bomo realisti in naj ne računamo na podporo. Dejali so nam, da je politika umetnost mogočega. Vesel in ponosen sem, da smo v dobro Sloveniji iz politike naredili umetnost nemogočega. Pisali smo zakone, pripravili smo se na obrambo, pomagali gospodarstvu k novi rasti, natisnili smo prvi denar, zaživeli smo Slovenci po vsem svetu, zmagali smo v vojni za Slovenijo, dosegli mednarodno priznanje in postavili Slovenijo na politični zemljevid sveta z evropsko perspektivo. Če nas kdo vpraša, kje smo bili v usodni uri, lahko mirne vesti odgovorimo. Tam, kjer je bilo treba biti. Storili smo tisto, kar smo obljubili. Za nami je samostojna Slovenija. To je svetli del Demosove zgodbe, ki gre v moji zavesti čez vse, kar se je zgodilo kasneje. To je tudi tisto, kar nas zavezuje, tisto, kar sem prepričan, je celi prvi demokratično izvoljeni vladi sveta. Dokazali smo, da je lahko politika v službi skupnega dobrega. Vrnili smo ji s tem dostojanstvo. Slovenijo smo postavili na prvo mesto. Ko so začeto delo zasenčili drugi, ožji interesi, je prišlo zaradi političnih razlik znotraj Demosa do samorazpusta koalicije in podiranje njene vlade. Trdim, da je bilo oboje napaka, kar je privedlo tudi do razočaranja elektorata in slabitve procesa demokratične tranzicije, ki še danes ni dokončana. Demosova vlada je bila najuspešnejša slovenska vlada doslej. Padla ni zaradi neučinkovitosti, padla je zato, ker je bila uspešna. Tudi na gospodarskem področju, kar naj bi bil glavni razlog za njeno podiranje. Ko je odhajala, ni zapustila za seboj samo samostojne države, ampak najbližjo javno uporabo doslej, blizu 40%, gospodarstvo v sponu, malo zatem, ko je šla, smo imeli 3% gospodarsko rast. Zapustili smo simpatične devizne rezerve, padajočo inflacijo, izravnane javnofinančne račune oziroma bilance in nekaj, kar bi si vsak predsednik vlade za mano želel, plus v državni blagajni. Hišo smo zapustili kot dobri gospodarji. 20 let po končanem mandatu
smo postali s prvencem dr. Zvite Pesek in z vse slovensko pozornostjo Celovške Mohorjeve založbe in družbe deležni zgodovinske obravnave. Prišli smo v knjigo. Torej, nismo računali na to, zlasti ne takrat, oziroma vmes je že tako zgledali, da je bilo nerodno, že če smo se malo bolj glasno spominjali, kaj smo skupaj počeli. Jaz čutim ta dogodek kot nekaj posebnega, ne samo za našo vlado, ki se je trudila takrat dati vse od sebe in je res delala projektno. Jaz vidim v tem veliko pravih slovenskih izrazov, zato čutim danes tukaj tudi ozračje, ki smo ga čutili v tistih letih. Dobrodošlo, torej, vidite, če človek piše stvari. V imenu Demosove vlade se avtorici in založnici iskreno zahvaljujem ter čestitam za pogumno avtorsko in založniško dejanje. Dobrodošlo in potrebno ni samo zato, da se ne pozabi, ampak da bomo, navajam, bolje razumeli preteklost, zrelo živeli v sedanjosti in gojili pogumne vizije o prihodnosti, kot pravi avtorica v posvetilu knjigi. Dobro je vedeti in razumeti, kaj je hotel Demos, kaj je naredil in tudi zakaj je razpadel. Prepričan sem, da bo zaradi te knjige vse troje poslej veliko bolj jasno. Knjiga, kot boste videli, je težka, ampak mislim, da se jo bo dalo brati. Za konec še dvoje. Veliko simbolno vrednost vidim v tem, da se je založniškega projekta lotila Celovška Mohorjeva pod vodstvom predsednika gospoda Jožeta Kopajnika. Ne samo zaradi svojega častitljivega založniškega prvenstva, ampak tudi zaradi zgodovinskega loka slovenske državnosti. Namreč državotvornega dela programa Zedinjene Slovenije leta 1948 niso pisali ne Krajnci, ne Štajerci, napisal ga je Matija Majer-Zilski, mož s Koroškega, kjer se je ta ideja nekoč spočela in najprej uresničila. Tudi zato je bila prva demokratično izvoljena slovenska vlada v tako tesni povezavi slovensko-koroško. In dovolite, da se zahvalim Mohorjevi ne samo za tole izredno delo, ampak tudi za takratno veliko pozornost do glavnega namena naše vlade oziroma slovenskega naroda in seveda za vso pozornost, ki je ta ustanova od samega začetka posveča slovenstvu in posebej kulturi našega naroda. Končujem takole. Pravijo, da smo imeli srečo. Se strinjam, ampak našo vlado bi vendar štel zraven. Mislim, da smo imeli srečo, da smo imeli tako vlado, to si upam vendar reči. Hvala, draga nekdanja ministrica in dragi nekdanji ministri, da ste takrat sprejeli zgodovinski izziv. Zahvaljujem se vam za to osamosvojitveno srčnost, za osamosvojitveno energijo, ki je v tistem času ni manjkalo. Vesel in ponosen sem, da smo lahko kot enkratna ekipa pomagali Sloveniji do dostojanstva samostojne državnosti. Posebno zahvalo pa izražam našim soprogam in družinam, ki so nas v tistih letih več kot samo razumele, pa se to marsikje še danes pozna. Še enkrat iskrena hvala in čestitke. Upam, da bo kmalu potrebna nova izdaja in upam tudi, da bo ta knjiga našla pot do tistih, ki učijo druge. Hvala lepa.
koncu, če bi gospa avtorica dr. Zita Pesek tvegala še enkrat priti na oder. Enako velja za gospoda predsednika Jožeta Kopajnika. Torej, to, kar se je zgodilo, lahko poplačamo samo simbolično pozornostjo, razvita ene rožce, pa eno čokolade zvezdi. Ne štejem kakšnim hudim konzumentom alkohola, ampak ga pa poznam kot enega najbolj srčnih praznovalcev vsega tistega, kar je Slovencem nekoč ali kdaj kasneje do danes uspevalo. Vedno je bil na strani slovenske rasti, po vzgojni, po kulturni, po duhovni, organizacijski, po kakršnikoli plati še. Jože, se te lepo zahvaljujem za vse te pozornosti, za vso to zvestobo. Imamo tist, da ti meje na karavankah sploh ne vidiš in mislim, da je tako tudi prav. Pridi še večkrat med nas, predvsem pa računamo, da bo Mohorjeva z založniško ambicijo tudi v bodoče posvečala naši zgodovini oziroma temu, kar hočemo, primerno pozornost. Tu to ne dvomimo, tukaj pa nekaj tekoče pozornosti v Sloveniji. Zaradi prometnega zastoja, ki je bil na cesti med Škofjo Loko in Ljubljano, je pred nekaj minutami prišel gospod Ivan Oman, starosta Slovenske domlade. Na današnji dan pred 22 leti so bodoči člani vlade sedeli v skupščini, poslušali mandatarjev govor in razpravo. Sledilo je tajno glasovanje in vladno listino je podprlo 153 od 240 poslancev. Po izvolitvi pa so se takole zahvalili skupščinskim poslancem in se rokovali s predsednikom vlade. Posnetek je iz arhiva Televizije Slovenija. Spoštovani ministri, danes ponovili to rokovanje za vse nas, ki smo tukaj v dvorani.
v imenu osamosvojitvene vlade. To je dokaz, da se lahko v Sloveniji politiku tudi kaj lepega dobi. Tam pa tudi. Hvala lepa. Iz knjige doktorice Rosvite Pesek Osamosvojitvena vlada, kako so gradili državo. Na skupinski fotografiji Peterletove vlade lahko naštejemo samo 26 članov vlade. Umanjkal je minister, pristojen za Slovence po svetu, dr. Janez Dular. Njegov odgovor na vprašanje, kaj se mu je zgodilo tako usodnega, da ga ni na zgodovinski fotografiji, je anekdotičen. V tistem času je bil namreč svobodni kulturni delavec, ki se je preživljal tudi z jezikovnimi predavanji za različne ustanove. In prav za 16. maj je bil dogovorjen za predavanje za tajnice na sodišču. Tako je v skupščini še počakal na razglasitev izidov volitev nove vlade, kateri član je postal, potem pa je odhitel na predavanje na sodišče, a tam ni bilo nikogar. Saj je bilo osebje na sodišču gotovo že seznanjeno z izvolitvijo nove vlade in ni pričakovalo, da bo novopečeni minister prihitel še predavanj. Ko se je dr. Dular vrnil v skupščino, pa je bil fototermin že mimo. Tako ga ni na skupinski fotografiji nove vlade, pa še s predavanjem ni bilo nič. Konec navedbe. Upamo, da se ta prigoda danes ne bo ponovila in da boste na skupinski fotografiji vsi tukaj prisotni ministri in ministrica. Vabim pa še enkrat prvega predsednika demokratično izvoljene vlade, gospoda Lojzeta Peterleta, da simbolno in tudi čisto konkretno prevzame prvi izvod knjige Osamosvojitvena vlada. Knjigo bosta gospodu Lojzetu Peterletu podelila avtorica, doktorica Rosvita Pesek in direktor Mokoljeve družbe Celovec, dr. Anton Korelik. Člane vlade, da se pridružijo predsedniku, medtem ko bodo iz rok avtorice in dr. Antona Korena, direktorja Mokoljeve družbe Celovec, najprej prijeli knjigo, si mi osvežimo spomin, kdo so bili podpredsedniki, ministri in ministrica v osamosvojitveni vladi. Kar izvolite? Podpredsednik za gospodarstvo dr. Jože Mencinger, podpredsednik za družbene dejavnosti Matija Malešič, podpredsednik za varstvo okolja in regionalni razvoj dr. Leo Šešerko, minister za finance dr. Marko Kranjec, minister za obrambo Janez Janša, minister za notranje zadeve Igor Bavčar, minister za pravosodje in upravo dr. Rajko Pirnat, ministrica za delo Jožica Puhar, minister za plan Igor Umek, minister za zakonodajo Lojze Janko, minister za zunanje zadeve dr. Dimitrij Rupel, minister za varstvo okolja in urejanje prostora Miha Jazbinšek, minister za trg Max Bastel, minister za turizem in gostinstvo Ingo Haš, minister za drobno gospodarstvo Viktor Brezer, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Ostrc, minister za promet in zveze Marjan Kranc, minister za borce in vojaške invalide Franc Bodeša, še pokojna ministrica za zdravstveno in socialno varstvo, doktorica Katja Boh. V vladi jo je le nekaj mesecev pred iztekom mandata nasledil dr. Božidar Volč, minister za šolstvo in šport dr. Peter Mencel, minister za kulturo dr. Andrej Capuder, minister za energetiko dr. Mihael Tomšič, minister za industrijo in gradbeništvo Izidor Rejc, minister za raziskovalno dejavnost in tehnologijo dr. Peter Tancik, minister za Slovence po svetu ter narodni skupnosti Mađarov in Italijanov v Sloveniji, dr. Janez Dular. Že pokojni minister za informiranje Stane Stanič. V vladi ga je na ministerskem mestu nasledil Jelko Kacin. Podpredsednika dr. Jožeta Mencingerja in ministra dr. Marka Kranca pa sta po odstopu nasledila podpredsednik dr. Andro Cvir in novi minister za finance Dušan Šešelj.
Zadnji se je vladi pridružil še minister za trgovino Jožef Jeraj. Je Slovesna akademija ob 22-letnici imenovanja osamosvojitvene vlade in predstavitev knjige doktorice Rosvite Pesek Osamosvojitvena vlada, ki je šla pri Mohorjevi založbi iz Celovca, končana. Vabim vas, tako kot veleva stara slovenska navada, še na kozarček rujnega iz Protnerjeve hiše Johannes in da nazdravimo od zgodovini. Vabim vas tudi k nakupu knjige Osamosvojitvena vlada. Knjiga je v zadnjem desnem kotu dvorane, stane pa danes 35 evrov. Avtorica, predsednik Peterle in ministri vam jo bodo tudi z veseljem podpisali. Voščim vam nadaljevanje praznovanja.